Zunanje ministrstvo pod vodstvom Toneta Kajzerja pa je vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Barbari Žvokelj. Očita jima zlorabo uradnega položaja pri postopku nominacije Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Za to kaznivo dejanje je zagrožena celo zaporna kazen do 2 let. In kako na kazensko ovadbo odgovarja Tanja Fajon? Nika Kunavar. Potem, ko je Kaja Kallas dokončno opustila načrt, da bi Tanjo Fajon imenovala za posebno predstavnico EU za podsaharsko Afriko, je nekdanjo zunanjo ministrico zdaj doletela še kazenska ovadba. Jedro očitkov pa zloraba uradnega položaja. Takratna generalna sekretarka ministrstva Barbara Žvokelj je, piše v ovadbi, nominacijo Tanje Fajon poslala kar v svojem imenu, kar pa odpira vprašanje zakonitosti celotnega postopka, saj generalna sekretarka nima pristojnosti za predlaganje slovenskih kandidatov na tako visoke mednarodne položaje. V ovadbi je med drugim zapisano še: So vsi postopki in komunikacija v zvezi s kandidaturo potekali neposredno med Tanjo Fajon in Barbaro Žvokelj, izključno po elektronski pošti, brez uporabe običajnih diplomatskih poti in brez vključevanja diplomatsko-konzularnih predstavništev. Minister Kajzer se bo službene poti v Parizu vrnil šele pozno zvečer, zato danes za izjavo pred kamero ni bil dosegljiv. Njegovo stališče ostaja enako kot pred dnevi. Jaz mislim, da si vsi želimo, da je Slovenija v tujini dobro zastopana, da smo Slovenci prisotni na položajih, ampak pri tem moramo pa seveda izhajati iz zakonitosti. In vkolikor bi v tem primeru bili vsi postopki, v postopku vsi zakonski, bomo rekli, postulati upoštevani, bi se stvar lahko seveda išla tudi drugače. Tudi na vladi ostro zavračajo tako očitke kot tudi pozive predsednice republike, da bi morale kandidature za tako visoke mednarodne položaje uživati širši politični konsens. Tej pozivi se mi zdijo strašni z vidika pravne države. Tudi predsednica republike se torej ni zmenila za dejstvo, da je bil postopek kompromitiran, mogoče celo koruptiven. Tudi Tanja Fajon danes ni želela stopiti pred kamere. Je pa v pisnem odzivu zapisala, da ne drži, da bi morala takšno kandidaturo odobriti vlada. Dodala je, da bo pred pristojnimi organi dokazala, da je bilo vse izvedeno zakonito, strokovno in v skladu z dosedanjo prakso. Je kazenska ovadba zgolj pretveza za politično obračunavanje z nasprotnim političnim polom in drugače mislečimi, kar je žal ponovno postala stalna praksa nove oblasti. Podobno menijo tudi v SD in Svobodi, kjer v kazenski ovadbi vidijo predvsem politično motiviran obračun z nekdanjo ministrico. Odprto pa ostaja še eno vprašanje, ali se bo aktualna oblast ustavila pri ovadbi, ali pa bo morebiti posegla tudi v diplomatsko kariero nekdanje generalne sekretarke Žvokelj, ki naj bi čez približno mesec dni prevzela veleposlaniški položaj na Danskem.